Lepo pozdravljeni. V tokratnem posnetku si bomo pogledali BDP in proizvodnjo BDP-ja s pomočjo delovnih priprav, njihovo amortizacijo in obnovo. Pa začnimo. Bruto domači proizvod je proizvod, ki ga gospodarstvo proizvede v nekem določenem obdobju. BDP porabimo oziroma investiramo, pri čemer so naložbe približno enake oziroma identične prihrankom. Bruto domači proizvod torej namenimo porabi, consumption, C, ali prihrankom, S, ki so enaki oziroma identični investicijam, I. Poraba naj bi zajemala 75% bruto domačega proizvoda, investicije pa 25% glede na podatke. Za proizvodnjo bruto domačega proizvoda pa potrebujemo delovne priprave. Te se pri proizvodnji obrabijo. Obrabo delimo na fizično, ki nastane z rabo delovnih priprav, in pa na moralno obrabo, ki nastane zaradi časovne obrabe. Obraba pa pomeni, da delovna priprava ne more več delati toliko, kot je lahko delala v začetku. Zdaj, za omilitev obrabe oziroma za to, da izničimo učinek obrabe, naprave obnovimo. Pri obnovi gre za dejansko, za nek dejanski strošek, ki pa ni enak amortizaciji. Pri amortizaciji gre za neko oceno oziroma načrt, koliko denarja bomo potrebovali za to, da delovno napravo obnovimo. Kot bomo videli pozneje, je lahko med njima precejšnja razlika. Najprej začnimo z amortizacijo. Amortizacija pomeni postopen odpis vrednosti osnovnih sredstev. Gre za računovodski pojem, ki naj vam za zdaj pove, da se del vrednosti proizvoda prenese v amortizacijski sklad, da lahko pozneje ob dotrajanosti kupimo nove delovne naprave. Amortizacijo v bistvu računamo na način stopnje amortizacije krat nabavna vrednost, pri čemer je stopnja amortizacije enaka 1 / amortizacijska doba. Pri amortizacijski dobi gre za približno oceno življenjske dobe delovne priprave, se pravi, amortizacijska doba naj bi se načeloma čim bolj približala življenjski dobi priprave. Pri tem pa moramo paziti, da poznamo tudi pospešeno amortizacijo, kjer je življenjska doba daljša od amortizacijske dobe. Torej, če si to pogledamo na primeru, se pravi, kako amortizacija vpliva na bruto domač proizvod, vidimo, da se od kosmatega produkta odšteje amortizacija, da dobimo čisti produkt, torej neto produkt, ki ga lahko porabimo za investiranje oziroma porabo. Zdaj, kot sem že prej omenil, amortizacija ni enako obnovi. Obnova pomeni, koliko sredstev potrebujemo za vzdrževanje nespremenjene produktivnosti. Pri tem moramo vedeti, da imamo več možnosti. Na razliko med obnovo pa amortizacijo pa močno vpliva tehnični napredek, ki ga označujem s TN. Če imamo tehnični napredek, se pravi, če je ta pozitiven, potem je amortizacija večja od obnove in ko bomo delovna sredstva obnovili, delovne priprave obnovili, nam bo nekaj sredstev iz amortizacijskega sklada ostalo. Če tehničnega napredka ni, bomo porabili za obnovo točno toliko sredstev, kot smo jih amortizirali, če pa je tehnični napredek negativen, pa sredstva iz amortizacijskega sklada na koncu ne bodo zadostovala obnovi delovne priprave in bomo morali vložiti še nekaj dodatnih sredstev, če želimo ohraniti produktivnost, kar je definicija obnove. Zdaj, mogoče še prikaz na grafu, torej gre za, se pravi, v zgornjem delu grafa imamo porabljivi produkt in pa obnovo, v spodnjem delu grafa pa čisti produkt in amortizacijo. Za več informacij o čistem produktu in porabljivem produktu gledajte tudi ostale naše videe. Za zdaj pa naj velja prikaz, da v primeru pozitivnega tehničnega napredka je obnova manjša od amortizacije, torej dolžina pri amortizaciji je daljša kakor dolžina pri obnovi, če je tehnični napredek negativen, pa se zgodi ravno obratno.
Torej, porabljivi proizvod, če od kosmatega odštejemo obnovo, ta del proizvoda, ta porabljivi proizvod lahko porabimo, ne da bi se delovne sposobnosti spremenile. Najlepša hvala, da ste si ogledali ta video, sledite nam, všečkajte ga in se vidimo v naslednjem. Adijo!